Žana najbrž poznate, Žan je domačin, tukaj iz Škofje Loke, po poklicu arhitekt, ki zadnja leta živi na Švedskem. Ga pa zanimajo zelo različna področja. In eno izmed njih je seveda tudi zgodovina in mitologija. In skupaj s sogovornikom, gospodom Simonom, ki je raziskovalec slovenske preteklosti, predvsem pa tudi povestičar, bosta predstavila, kako je knjiga sploh nastala, odkot ideja, in vsem želim en prijeten večer in kar predajam besedo našima gostoma. Najlepša hvala, Tina. Naredim pol mogoče samo en kratek uvod, pa prideva na debato Simona. Pa pol lahko tudi še malo več poveš od sebe. V glavnem, knjiga Slovene jaj je knjiga, ki predstavlja 60 mitoloških bajeslovnih bitij iz slovenskega izročila. Naredila sva jo skupaj z mojo sestro. Jaz sem bolj skrbel za ta pisni del, v bistvu sestavljal sem malo zgodbe, pa iskal različne vire od bitij, skice teh bitij, iz katerih sva potem ki so jih potem z umetno inteligenco oživila in pobarvala ter spravila v bolj barvito obliko v sami knjigi. Zdaj, ja, res, bajeslovje in mitologija me že zelo dolgo časa zanima, že od malih let. Zato so me navdušila, v bistvu so me vsi starši navdušili po obeh straneh. Velikrat, kadar smo hodili v hribe pa na razne izlete, smo hkrati še prebirali neke lokalne zgodbe iz tamkajšnjega izročila, pa se malo poglobili v lokalno folkloro. In to me je pol zelo povleklo na to pot, da sem začel malo bolj raziskovati naše korenine. Še posebej potem, ko sem se preselil na Švedsko, me je to začelo bolj zanimati, še bolj sem se začel v to poglabljati. In pol je nastal projekt Slovene jaj. Ta projekt je v originalu v bistvu na Instagramu. Nastal je dobre dve leti nazaj. Zdaj mu sledi že okoli 7000 ljudi. In namen tega projekta je nekako mladim pokazati, da je naša zgodovina pa naše izročilo zelo zanimivo, jih navdušiti, da se začnejo zanimati za naše korenine, za slovenski jezik. Ni pa ta projekt osredotočen samo na slovensko izročilo, ampak dosti tudi na skupno slovansko izročilo na ostale narode. Tako da na Instagramu objavljamo stvari od vseh slovanskih narodov. Čeprav je Slovenija še vedno v fokusu, se zanimamo tudi za druge države in tam ponavadi ene 3 do 4 objave na teden naredimo, ki so od zgodovine, pomembnih osebnosti, mitologije, raznih bitk, jezika, literarnih del. Tako da, če vas zanima, lahko sledite na Instagramu profil Slovene jaj. No, potem, ko je ta projekt že 2 leti nekako bil v izdelavi, so se pa ljudje zelo začeli zanimati, še posebej starejši, ki ne uporabljajo socialnih omrežij, da bi pa to nekako pretvorili v knjigo, vsaj ta slovenski del bajeslovnega izročila. Tako da spomladi so pol začela z sestro Tašo pripravljati to knjigo, ki je prišla pol poleti ven. Tako da zdaj je že drugi ponatis te knjige, je pa v pripravi tudi drugi del, ki bo pa govoril pol o slovenskih božanstvih. Tako da hvala še enkrat vsem, da ste prišli. Simonom bova šla malo čez različna bitja, ne bova obdelala vseh, ampak nekako tista bolj pomembna pa zanimiva v naši zgodovini in folklori. Zdaj, jaz sem malo od sebe povedal, mogoče Simon ti lahko še kakšno besedo poveš o sebi. Jaz sem Simon, sem povestičar. Povestičar sem pa zato, ker je povest stara slovenska beseda za zgodovino. Zgodovinopisje. Nekje do sredine 19. stoletja je bila v uporabi, potem je pa zamenjala zgodovina. Zato je povestičar oseba, ki piše povest, to se pravi o svoji preteklosti, o svoji vesti. Torej ni to, da je nekdo nekaj naročil ali pa da si za to plačan, ampak da delaš res to, kar čutiš. Jaz sem sicer strojnik po izobrazbi
In meni je bila mitologija vedno taka imaginarna stvar, zelo težko dostopna. Ampak, ko raziskuješ našo preteklost, vidiš, da brez mitologije ne gre. Za nas je mitologija neverjetno pomembna, neverjetno bogata. Zato imamo celo svoje ime za mitologijo, to je bajeslovje. In že samo ime pove, kaj se dogaja v bajeslovju oziroma naši mitologiji. Bajeslovje izhaja iz besede bajati, bajati pomeni čarati, pripovedovati in prerokovati. Torej vse, kar so ostala ljudstva delala, so tudi pri nas. Se pa osredotočam predvsem na slovensko bajeslovje, ker mi je lokalno izročilo najbolj pomembno. Sledim pa tudi temu, kar je recimo Nikolaj Mihajlov povedal že zdavnaj. On je bil ruski akademik, ki je raziskoval samo slovensko in baltsko mitologijo in je jasno napisal, da je slovenska mitologija tako popolna, najbolj popolna od vseh slovanskih. Torej imamo vse, kar imajo veliki, ali pa še celo malo več. Čisto kratko. Hvala. Zdaj ja, oba dva imava inženirsko odzadje, pa se zanimava vsem za ustno izročilo in literarno bogatstvo. Tako da vse, kar bova danes debatirala, vzemite s ščepcem soli, ne naj jo preveč resno jemati, po drugi strani pa tudi ne čist za hec. Ja. V glavnem, v bistvu en rek, ki me zelo inspirira, je od zgodovinarja Grahama Hancocka, ki ga dolgo časa spremljam, tudi sem bral vsa njegova dela. Torej, on pravi, myths are a way our ancestors encoded information they considered vital for future generations. Torej, v prevodu, bajke, povesti, legende so nek način, s katerim so naši predniki zapakirali različne informacije, za katere so mislili, da bojo pomembne za prihodne generacije. In mogoče ne smemo čisto vseh mitov in bajk jemati kot samo neke izmišljotine, ki so bile narejene za otroke, ker tako kot pravijo različni zgodovinarji in znanstveniki, predvsem Graham, mit je neka taka stvar, ki najlažje potuje med generacijami preko ustnega izročila, ker vse ostale stvari, ki jih zapišemo, torej neka zgodovina, znanost, je zelo lahko uničljiva pa pozabljiva, lahko zgori, tako kot naprimer knjižnica v Aleksandriji, lahko umre z ljudmi, ki so jo vedeli. Miti in bajke so pa neka taka stvar, ki je ljudem zelo pri srcu in od zmeraj so se že prepovedovali, ko smo bili v starih časih ob ognju, mogoče v jami ali pa v koči, so si ljudje zmeraj pripovedovali bajke in povesti, še posebej v dolgih zimskih večerih. Tako da to je nek najlažji način, da so naši predniki prenašali informacije. Mogoče so jih zapakirali malo na tak način, da so bili zanimivi, pa malo bolj ne toliko brezvezni kot vsakdanja znanost, ampak ja, hočem samo to povedati, da v vsakem mitu zna biti tudi nekaj resnice. Zdaj, sama knjiga Slovene Jaj se nanaša na ustno izročilo slovenskega etničnega prostora, ne samo narodnega, državnega, ampak etničnega. V bistvu vemo, da Slovenci pred tem alpski Sloveniji so živeli tudi na območju Avstrije, kjer je zdaj Karintija, Koroška, pa vzhodna Tirolska, kjer je že za Pointre. Tale? Ja, ta malo to Pogledamo velik del v Avstriji, torej tudi avstrijska Štajerska, tle tudi naprej pol je bilo v Panoniji, kjer je zdaj Madžarska. Sicer se ne priznava zdaj toliko veliko, se priznava samo županija Zala in železna županija, ampak vse to je bilo ponad poseljeno z Sloveniji. Pol imamo v Italiji Kanalsko dolino, val Kanale, dolino Rezije, pa potem Beneško Slovenijo.
ampak tudi tle je bil ta območje zelo, zelo večji, naprej proti Benetkam in skoraj čez vso Furlanijo. Tle nekje med tema dvema tekstoma, če gledate Kanalska dolina pa dolina Rezije, tle je neko mesto, ki se imenuje Goriziza, torej v bistvu Goričica v slovenščini. In dotle se nekako šteje, da je to najbolj zahodna meja, do kamor so prišli Slovenija, ampak potem preko italianizacije se je ta meja skozi bolj proti vzhodu potiskala. Pol tudi na Hrvaškem je zelo se da debatirati, tle naprimer dol, kjer so Delnice, pa tale regija tle dol, kjer je Žumberak, tle so tudi načeloma živeli Slovenci, samo se je ta meja zelo zabrisala, ker sta dva slovanska naroda in podoben jezik. Ampak v glavnem nekako iz tega prostora sva sestro zbirala pripovedke, v bistvu jih nisva sama zbirala, ampak sva jih zbrala od avtorjev, ki so to delali že prej, naprimer od Nikota Kureta, Monike Krupe in drugih raziskovalcev etnologije. Tako kot sem rekel, sama knjiga vsebuje 60 različnih bitij. Bom dal tudi pol okoli, da si lahko pogledate. In za vsako bitje je desno zgoraj tudi zemljevid, ki prikazuje, na katerem delu se je ta bitje pojavljalo v pripovedkah pa v izročilu. Tako da si lahko bolj natančno predstavljate njihovo razširjenost. Ni pa to popolno. V Sloveniji imamo ogromno teh bitij, verjetno čez 150 do 200, tako da tle izbranih mogoče 60 najbolj poznanih, pa 50 bolj poznanih, pa 10 takih malo lik za priokus bolj redkih. Ampak lahko dam knjigo okoli, mogoče pa si pogledate vmes. Zdaj, prva tema, s katero sem mislil načeti z Simonom, so ajdi, ker je tudi prvo bitje v knjigi, ne samo zaradi črke A, ampak tudi, ker ima nekako, se mi zdi, največjo pomembnost v našem izročilu. Zdaj, ajdi, bom pol Simonu predal besedo, ker ima tudi on svoje vedenje o ajdih, ampak ajdi so bili nekako rasa, ne moramo reči ljudi, mogoče tudi ljudi, ampak bolj posebni ljudje, ki so živeli na tem prostoru. Značilni so izključno s tem imenom za Slovenijo, predvsem se omenjajo v alpskem prostoru. Zdaj verjetno vsi poznamo ajdovsko deklico iz različnih bajk, ampak poznali smo tako moške ajde kot ženske ajde. Večinoma se govori v izročilu, da so bila to bitja, ki so bila rahlo večja od navadnih ljudi, bolj izkušena, imela so različne veščine, zelo dobra so bila v gradnji, v zdravilstvu, poznavanju zdravilnih rož in zdravilnih rastlin, in da so bili tudi zelo kulturni, zelo razvito ljudstvo, ampak potem po veliki povodni naj bi izginili iz tega sveta. Zdaj za primerjavo, tako nekako sva midva s sestro primerjala ajde v knjigi, če pogledate velikost človeka, pa velikost ajda zraven. Tako kot sem rekel, o ajdi govori veliko bajk, da so živeli v visokogorjih. Pred tem so živeli po celi Sloveniji, potem pa predvsem v visokogorjih. Gradili so ogromne megalitske objekte, ki jih navaden človek ne bi bil sposoben graditi. Predvsem je bila pa njihova originalna domovina, prvotna domovina steklena ali pa kristalna gora, ki se velikokrat pojavlja v slovenskem bajoslovju. Ajdi so tudi zelo povezani z Zlatorogom iz slovenske mitologije. Zlatorog iz Julijskih Alp. Rečeno naj bi bilo, da bi ajdovske deklice skrbele za njega, in ena od njih je tudi napovedala potem lovcu iz Trente, da bo on ubil Zlatoroga, zato so jo sestre spremenile v kamen in še zdaj jo vidimo pod prisankom v kamniti steni. Zdaj pa mogoče lahko se na tole temo naveževa Simon. Ajdi so tudi znani po tem, da so ljudem predali svojo kulturo, znanje in različne rastline. Torej,
semena, razne rastlinske kulture, ki so jih potem ljudje gojili na tem prostoru. Predvsem sta značilna za to ajda, ki se še zdaj imenuje po njih, torej žitarica ajda, in pa vinska trta. Kako pa ti vidiš, Simon, ajde v izročilu? Prej sem pozabil povedati, napisal sem tudi knjigo o naši preteklosti, povest o koreninah Slovencev. In zdaj, kako začeti s našo preteklostjo? Zelo težko brez bajoslovja. Ko sem spustil to svoj racionalni razum, strojniški razum, sem videl, da v bistvu ajdi so ljudstvo, ki so bili predniki Slovencev, današnjih Slovencev. Že Jakub Kelamina je zapisal pred 100 leti bajko, ko so bili Slovenci še ajdi. In tudi, ko pogledaš etimološki slovar, slovenski etimološki slovar pod geslom ajd, piše, da beseda ajd pride iz srednje visoko nemške besede hajt, ampak leta pa pride iz grške etnos in pomeni rod, pleme, narod. Torej, ime ajd je ime za naše prednike v kameni dobi. In jasno je, ko je družba napredovala, ko se je razvijala, da so jih daljni predniki začeli motiti, zato tudi potem v pravljicah velikokrat piše, da so bili ajdi nerodni, da so bili slaboumni, ampak to je v bistvu, ko je razum naraščal in je duhovnost upadala, so v bistvu dojemali njih na tak način. Tudi velikost, jaz mislim, da je bila tle predvsem duhovna velikost ključna. Bili so duhovno izjemno močni ljudje, zato so se jih potem predstavljali, da imajo fizično velikost. Ampak fizične velikosti ti ne moreš dobiti brez duhovne podlage. Da so imeli pa ogromno znanja, pa to pišejo bajke, koliko so predajali ljudem modrost. Zanimiva je še ena stvar, ko so raziskovali metalurgijo, predelavo železa, so odkrili, da najstarejši ostanki železa so v Visokogorju. Ko se ti spuščaš v dolino, mlajši so ti ostanki, to se pravi znanje predelave železa, metalurgija je prišla iz Visokogorja. V Visokogorju so pa živeli ajdi. Pa če pogledamo še eno slovensko bajko, Kurent in vesoljni potop, tam je Bog dal rešenemu krancu v hrambo in v uporabo ajdo in vinsko trto. In danes, ko gledamo te nove raziskave o ajdi, ajda je najbolj primerno živilo za prebivalce te srednje Evrope. Poleg tega ima pa ajda še eno izjemno lastnost. Ajda rodi ne glede, kakšne so klimatske razmere. Torej tudi brez sonca, brez toplote, torej tudi v Visokogorju ajda vedno rodi. V bistvu ajda poskrbi, da ljudi preživijo. In pa še eno lastnost ima. Ajde se ne da gensko spreminjati, tako kot ostala žita. Zato so pač tiste naše prednike, ki se niso pustili spremeniti v novo vero ali pa v novo oblast, imenovali ajdi oziroma pogani. Ajdi se ne spreminjajo. Da so pa še vedno med nami, pa govorijo tudi bajke, ko pravijo, da so ajdi pomagali graditi cerkve. Cerkve so na našem področju 1000 let, to se pravi, takrat so bili ajdi še vedno z nami in še danes so. Zanimiv, mogoče se lahko potem navežejo še malo na te kraje v Sloveniji, ki se imenujejo po ajdih, ampak prej si omenil to bajko o Kurentu in vesoljnem potopu. Zanimivo je, da v tem mitu o nastanku Slovencev se govori, da je bila neka povoden vesoljni potop, ki naj bi prečistil zemljo, in na tem kraju ne bi ostal samo en človek, ki je bil potem prednik samih Slovencev. Zdaj ta potop se ne omenja samo v slovenski mitologiji, omenja se tudi po vseh mitologijah. Imamo to v Južni Ameriki pri Majih, Aztekih, Olmekih,
na Japonskem, pri stari kitajski kulturi, v Indiji, na raznih teh otoških državah, v Polineziji. In to so taki kraji na svetu, ki so bili ločeni kulturno več 10.000 let, ampak se isti mit, ista bajka pojavlja. Tako da verjetno je bilo nekaj na tej na tej veliki povodni, ker tudi vemo, da po koncu te zadnje večje ledene dobe, ki je bila tam nekje dobrih 12.000 let nazaj, vemo, da so bile to ogromne količine vode, ki so bile spravljene v ledenikih. Celotna Evropa je bila pod ledeniki in ta voda je mogla nekam iti. In tako, kot kažejo razni geološki dokazi, se je ta voda v Evropi stopila v zelo kratkem času. V bistvu skoraj nemogoče, da bi se v to kratkem času sama od sebe, tako da predvidevajo znanstveniki v Evropi in v Ameriki. Predvidevajo, da je nekaj vplivalo na to veliko povodenj. Ali je padel nek meteorit, ki je zelo hitro segrel zemljo, ali se je kakšna tektonska plošča premaknila in se je zato sproščena energija pretvorila v toploto in stopila te ledenike, ampak po celotnem svetu naj bi se gladina vode za okoli 140 metrov dvignila. Zato tudi včasih smo imeli državo, se reče med Anglijo in Norveško, Doggerland, ki je zdaj v bistvu vsa pod vodo, ampak celotno to Severno morje tam je bila celina in tudi tam so najdeli človeške vasi, ostanke človeških naselbin. Tako da ta povodenj je mogla biti res velika. Če si predstavljate, tudi v današnjem času večino ljudi živi na obalah, kjer je najlažje življenje, predvsem zaradi ribolova, potem pa tudi zaradi trgovine. Tako da, če je bilo tudi v starih časih tako, da so živeli večinoma v obalah, je verjetno ta povodenj izbrisala vse, verjetno tudi povezano z mitom o Atlantidi. In ja, tudi Slovenci imamo en del tega izročila. Zdaj, o našem izročilu se govori tudi o divjih deklicah in o divjih ženah, ki imajo podobno vlogo kot ajdi. Velikokrat se reče, da so ljudem prinašale semena, znanje v kmetijstvu, zelo podobno opisan kot ajdi sami, ampak njih se je razumeli bolj kot neke izolirana samotarska bitja, ki so živela v divjini in ne toliko visoko razvita, kakor ajdi. Verjetno se, tako kot si omenil, po ukristjanjevanju se je njihova podoba iz razvitih ajdov spreminjala bolj in bolj v divje može, divje deklice, v neka divja bitja, ki niso bila zaželjena v naši kulturi, ampak so še vseeno imela nek stik z nami in nam prinašala določeno znanje. Tole je o ajdih zapisano v knjigi. Piše, da je doba svobodne karantanje je bila zelo kratka, na krvavih bojiščih se srečujeta stara in nova vera in za pripadnike nove vere, ajdi niso več velikani, to, kar so bili včasih, ampak ajd je potem prevzel pomen pogan, torej pripadnik druge vere, ne krščanstva. In piše tudi, da nekateri pogani so bili dobrosrčni, predvsem ajdovske deklice so ljudem rade pomagale. Zato tudi večinoma se pojavlja v izročilu ajdovska deklica v velikih bajkah. Bi omenil še kaj na temo ajdov? Mogoče so rekla, da se naveževa na kraje v Sloveniji. Ja, ajdovsko izročilo je pri nas neverjetno bogato, neverjetno razpršeno po celotnem slovenskem etničnem ozemlju. Dopolnimo imate, kakor hočete, ajdovski Hradec, ajdovščina, ajdinja, ja, recimo na Gorenjskem, Ajdna nad Žirovnico, nad potoki. To je v bistvu res neverjetno svetišče, ki je ohranilo še vse svojo energijo, zapise. Všeč mi je tudi to, da je razmerje med moško in žensko principom pri ajdeh je enakomerno, ker se vidi, da je bila družba enakopravna. In te divje žene, divje babe, divji možje, kot ste jih omenil, jaz jih vidim pač, to je prehod iz enega ljudstva, svobodnega ljudstva, ki
je prevzelo novega vladarja, novo religijo in določeni ljudje so ostali izven sistema, podobno kot puščavniki pri drugih ljudstvah. Tudi ti ljudje so se umaknili, ker v bistvu niso želeli ali pa niso mogli živeti v taki družbi. Ampak to, če so živeli v samoti, ne pomeni, da so bili neumni ali pa da niso znali, ampak v bistvu oni so ohranjali tisto modrost in se jo peljali naprej. In so v bistvu še lažje pomagali, ker so bili oddaljeni, ker so imeli odmik od ljudstva in so v bistvu ohranjali to prvotno modrost in je v bistvu še naprej živela. Tudi tle v Škofji Loki, verjetno vsi poznate, v Crngrobški cerkvi je rebro ajdovske deklice, ki ne bi pomagala pri gradnji cerkve, je obešeno na stropu. Sam nekaj smo zdaj spomnil. Ja. Te bajke so zelo zanimive. Recimo, jaz sem iz Vodic. V Vodicah pa po okolici je poznana bajka, da je ajdovska deklica stala z eno nogo na Šmarjetni, z eno nogo pa na Šmarni gori in je iz Save pobirala vodo. Če potegnete črto od Šmarjetne do Šmarne gore, črto razpolovite, dobite Trboje. Recimo, to se pravi, v Trbojah je pobirala vodo ven. In Trboje so bile vedno meja med ljubljansko, mengeško oblastjo in kranjsko. Vedno je bila tista mejna vas, na drugi strani Save je pa vas meja, oziroma majčkeno višji gor. To se pravi, na tak način so ljudje prenašali modrost, kje je meja, recimo, z bajkami. Ker danes ne znamo najti smisla v tem, ampak rdeča nit se še vedno drži. Zdaj, ko sva govorila o ajdih, velikokrat se pojavlja v bajkah, kdaj se pojavlja velikan, kdaj se pojavlja ajd. V bistvu velikan se dostikrat pojavlja v novejših bajkah. Se ta beseda ajd manj in manj uporablja. Predvsem to vidimo, kako vemo, da so to novejše bajke, zato ker so v njih omenjeni kraji, ki v starih časih še niso obstajali, medtem ko ajdi so velikokrat povezani z Karantanjo, pa v bistvu tem zelo starim slovenskim izročilom. Zdaj, rad bi mogoče primerjal velikane, škrate, ljudi, te razlike v velikosti, ker tako kot pravim, mi zmeraj mislimo, človek je ene velikosti, to, kar govorimo o škratih, vse, kar je manjše, ali pa to, kar govorimo o velikanih, to je bajka, izmišljeno. Ampak, če pogledamo samo naravni svet, skoraj pri vseh živalskih bitij, skoraj pri vseh vrstah, so enormne razlike v velikostih. Tako pri insektih, sesalcih, plazilcih, dvoživkah. Naprimer, če primerjamo primer varana, verjetno vsi poznate največjo vrsto varana, ki je Komodo dragon, komodski zmaj. Potem imamo varana albigularis, ki je manjša verzija varana, zraste tam do 1,20 m. In najmanjša verzija varana, ki živi tam na Filipinih, ki zraste samo do 23 cm. Zdaj, vsi te so v zelo tesnem sorodstvu. Njihov genetski material se ne razlikuje skoraj nič, ampak poglejmo, pridemo iz 23 cm na 3 metre in te razlike v velikostih niso nikjer v živalskem svetu nemogoče. Zdaj pa, če primerjamo še malo bolj nazaj, recimo zelo bližen sorodnik varanov je brontozaver po genetskem materialu, eden izmed najbližjih, ki je živel sicer več milijonov let nazaj, ampak zdaj poglejte, iz 23 cm pridemo na žival, ki je ima na hrbtu višino 8 metrov. In to so take enormne razlike, torej res ne razumem, kdaj imajo ljudje argumente, da ne bi mogli obstajati večja bitja, ker povsod v živalskem svetu imamo te primere. Zdaj tudi včasih, če gremo zdaj 50 000 let nazaj, ali pa niti še ne toliko zelo, mogoče samo 30 000 let nazaj, so živeli na Zemlji
takrat v istem času živeli več vrst človečnjakov, okoli 17, kolikor vem, jih je zdaj odkritih, ampak skoraj vsako leto se odkriva nova vrsta človečnjaka. Do zdaj največji, ki je odkrit, je bil Gigantopitek, Blaki. V sredini je za primerjavo Homo sapiens okostje, torej človeško okostje, in potem Homo floresiensis, torej imenuje ga tudi hobit, človečnjak hobit. Če pogledamo, kako so izgledali, to so zdaj neke naše predstave, ki so jih znanstveniki delali, ampak ker nimamo DNK-ja, ker imamo samo okostja, razen za človeka ne moramo vedeti, kakšni so bili po izgledu, lahko delamo samo neke rekonstrukcije. Ampak dejstvo je, da gigantopiteki, ki so živeli v Aziji, pa pol tudi v stepah, so bili veliki skoraj 4 metre, torej najvišje okostje, ki ga imamo do zdaj, je 3,70 m. Pol, če imamo za primerjavo človeka, vse iz tistega časa ljudi, ki so našli, so bili okoli 1,80 m, medtem ko je bil Homo floresiensis tam okoli 1 metra, določeni primerki so tudi 80 cm visoki. Vemo pa, da to niso bili otroci zaradi tega, ker so imeli do konca razvite zobe in povsod tam, kjer so najdeli ostanke Homo floresiensisa, so samo ta okostja, ni večjih primerkov. Tako da recimo tam 30 in 50 tisoč let nazaj so hkrati živeli na Zemlji 3 različne vrste človečnjakov in so se srečevali. In se mi zdi, da ni nemogoče, da se je v izročilu to ohranilo, ker človeški jezik je star. Prve znake jezika imamo 500 tisoč let nazaj, 400 tisoč let nazaj. Torej takrat, ko imamo tudi prve znake za Homo sapiensa, takrat so že v jamah noter imeli določene znake, ki naj bi bili izvorni jezik. Potem pa 200 tisoč let nazaj, pa mogoče tudi malo manj 100 tisoč let nazaj, so pa že toliko razvite čeljusti pri ljudeh, da domnevajo, da so lahko imeli dokaj bogat jezik in so se lahko sporazumevali v skoraj takem jeziku, kot ga poznamo zdaj. Zdaj, če si pogledamo v bajkah, naprimer imamo velikane ljudi in škrate, kar ni toliko zelo velike razlike med temi človečnjaki iz tistega časa. Zdaj v slovenskem izročilu imamo ogromno škratov in nekih majhnih bitij. V knjigi so omenjena ta, ki jih vidite tle na sliki, torej Dimek, ki je bolj znan na Koroškem, tam pa na Štajerskem v Pohorju, Šentek, ki je bolj znan tudi kot babji šentek, ga poznajo na Dolenjskem, Bela krajina, Laber, tudi znan na Pohorju in tam gori, Brbuč, Dolenjska, vzhodna Štajerska, Berg Mandelc je znan iz tam, kjer so bili rudarji, torej Berg Mandelc, gorski škrat, poznan je v Idriji, pa tudi v severni Sloveniji, v Karavankah, tam kjer so bili rudniki, pa tudi potem Guglaj iz Dolenjske. Tako da ta bitja spoznate noter v knjigi. In vsa ta bitja so nekako škratovska bitja. Ampak kar nam je skupno, verjetno, ko pomislimo na škrate najprej, verjetno pomislimo na kopanje rude. Veliko škratov je v našem izročilu povezanih z železovo rudo, z rudo živega srebra in z veliko rudarjev je imeli v svojem izročilu to, da so poznali škrate in jim darovali določene stvari. Ampak zakaj so škrati povezani z rudarstvom? To je na primer moja teza, pa potem lahko še to predebatira Simon. Skozi celotno zgodovino je bilo večinoma rudarjev otrok in otrok predvsem zato, ker so otroci majhni in se lahko splazijo v rudniške rove, lahko naštimajo noter razstrelivo, pridejo do tistih delov jaškov, ki so najbolj nevarni in tudi zelo lahki so. Tako da velikost zelo vpliva na rudarstvo, torej majhna bitja se veliko lažje znajdejo v teh podzemnih jaških. In v našem izročilu, v evropskem, tudi azijskem, zmeri so škratje in palčki nekako povezani s tem, da so oni rudarili. Ker ljudje se zelo težko spravijo skozi take rove. Zdaj, prej sem omenil Homo floresiensisa. V Evropi imamo tudi
svojo vrsto škratov, ki je bila odkrita na Sardiniji. Torej, ta vrsta se imenuje Romito. Do zdaj so najdeli sicer samo par primerkov, ampak ni to neka navadna deformacija škratovstva, ki jo poznamo zdaj v današnjem času, torej pritlikavci. Ampak je bilo to prav ljudstvo, ki so bili take škratovske velikosti. In tudi oni so se srečevali z navadnimi homo sapiensi, tako da verjetno izročilo škratov prihaja iz tega časa. Tudi v tem času je bila že znana metalurgija, imamo že določene metalurške izdelke, tako da nekje so to rudo mogli kopati. Kakšen je pa tvoj pogled na škrate in izročilo škratov, Simon? Jaz se s tem nisem kaj dosti srečal. Je pa res, da ko bereš antične avtorje, pa srednjeveške avtorje, ki pišejo v naši pokrajini, v našem prostoru, pravi, da pri nas je bilo na voljo čisto vse, kar je bilo potrebno. V bistvu smo bili izjemno bogata dežela, na voljo z vsemi rudami, tako kot se rekel, želez sploh. Še bolj je bila pa tle zadaj znanje, ker v bistvu na našem prostoru so znali delati jeklo, to se pravi, so znali uplemenititi navadno mehko železo z ogljikom in dobiti jeklo. To je bilo tisto znano ferrum noricum, noriško jeklo. In v bistvu potem smo bili znani zelo. Zraven pa Idrija, ja, živo srebro. V bistvu to je bil skoraj glavni rudnik ali pa glavna dejavnost v Avstro-Ogrski in v bistvu držal, konjenica, zastavnonoša, bi rekel. Tako da ni čudno, da je pa nas toliko škratov, sploh perkmandeljcev, kot rudniških škratov, kot gorskih škratov, ker v bistvu tudi ajdi pridajo iz gore. V bistvu so v gorah doma, tako da se nekako to povezuje. Ja. Zdaj to sta iz knjige, sva nekako sestro razlikovala med velikanom in ajdi. Mogoče je bilo to isto, mogoče ne, ampak v bajkah se vedno velikani, tako kot sva prej rekla, opisujejo kot nekakšni neumna bitja, zelo nasilna bitja, ki so kradle ljudem živino, uničevala kmetije, spreminjala vodotoke, metala skale, ustvarjala nove hribe, kot neki zelo nasilni telebani, bi lahko rekli, da so se pojavljali v našem izročilu, za razliko od ajdov. Zdaj mislil sem samo narediti kratek pregled, kje se pa velikani pojavljajo v naši zgodovini. Torej, prej smo si ogledali Gigantopitka, ki je živel predvsem v Aziji pa v evrazijskih stepah. Z njem so se ljudje srečevali tam med 50 pa 100 tisoč let pred našim štetjem, ker imamo okostja iz istega časa na istih mestih. Potem kasneje, nekako v železni dobi, pa pol tudi kasneje v bakreni, imamo veliko poslikav v jamah, pa potem tudi na raznih skalnatih stenah, kjer se zmeraj pojavljajo neki, če pogledamo, ljudje navadne velikosti, potem pa zmeraj še neki velikani, ki naj bi bili 2 do 3 krat večji od navadnih ljudi. In to spet po celem svetu, če pogledamo Afrika, Evropa, Severna Amerika, tudi Južna Amerika, povsod so neka večja bitja upodobljena zraven navadnih ljudi. In kako vemo, da te manjši ljudje niso bili samo otroci in to samo odrasli ljudje, ker velikrat imajo te navadni ljudje v rokah orožje in se spopadajo s temi velikimi bitji. Zdaj, naprimer, če pogledamo azteško izročilo, pa tudi izročilo Olmekov v Južni Ameriki, je ogromno legend, kjer pišejo, kako so se spopadali z velikani in probali iztrebiti njihovo raso, zato ker je uničevala pridelke, kradla živino. Torej, čist iste zgodbe, podobne zgodbe kot v Evropi in drugje po svetu. To je naprimer skica iz azteškega kodeksa, ki je zdaj hranjen v Vatikanu. In velikani tam so se imenovali
Quina Metsin, pri Aztekih, druge so imeli drugačna imena. To je pol ena kasnejša upodobitev, glede na to skica bila narejena. To je pa tudi azteška upodobitev, ki je menih Dominikus prerisal in je tudi shranjena v tem azteškem kodeksu v Vatikanu. Ta pa predstavlja v bistvu ta mit o povodni, o katerem smo prej govorili. Torej, po azteškem izročilu ne bi bile 4 dobe naše zgodovine. Najprej je bila doba velikanov, katero so bogovi končali, ker so ratali nasilni, razuzdani, in jih je zamenjala pol doba ljudi, ki so prišli po povodni, pol pa ne bi prišle še 2 dobe za temu. Ampak povsod v azteški mitologiji je ta povodenj odplakala pa pobila velikane, ki so prej živeli tam. Torej zelo podobno, kot imamo v Bibliji, bomo tudi pol pogledali. Zdaj v bližji Evropi se pojavljajo legende o velikanih v stari Sumeriji, v Mezopotamiji, kjer poznamo Anunnakije in kasneje se pol tudi v hebrejščini imenujejo Nefilimi. In na vseh upodobitvah v Mezopotamiji pa starem Sumeriju se ljudje borijo proti tem velikanskim bitjem. Nekatera so tudi dobra, ki pa ljudem prinašajo hrano, prinašajo znanje in delijo svoje dobrine. Tudi če pogledamo v starih zgodbah iz Stare zaveze, iz Biblije, ali pa tudi naprimer v Enohovi knjigi, govori takole ta odlomek iz Enohove knjige. Sinovi neba, torej padli angeli, so zagledali hčere ljudi ter rekli med seboj: izberimo si svoje žene izmed hčera ljudi in si naredimo otroke. In vsak izmed njih si je vzel ženo, ki si jo je izbral, in k njim so prihajali ter jih onečastili in postale so noseče ter rodile velikane. Torej, v angleščini je nekako to sons of God and daughters of men naj bi spočele velikane. Potem kasneje je tudi napisan, velikani so požrli vse pridelke, ki so jih ljudje pridelali, in ker ni bilo nič več za jesti, da bi se preživljali, so začeli pol jesti tudi ljudi in jih napadati, in zato naj bi se potem Bog odločil in jih odplaknil iz zemlje. Torej v Stari zavezi se imenujejo Nefilimi. Naprimer en primer. Pol poznamo verjetno vsi zgodbo o Davidu in Goljatu. Zdaj, če pregledamo v evropski konec, na sever, torej na Švedskem sem veliko raziskoval izročilo tudi o velikanih, kjer se imenujejo Jötnar ali pa Jotun v ednini. In tam poznamo iste, torej, oziroma podobne bajke, da so velikani hodili okoli in ugrabljali hčere, žene ljudi in jih imeli pol za svoje žene ter jih peljali v divjino. In te sage se pojavljajo v zelo starih zapisih, več 100 let pred našim štetjem, še preden je krščanstvo prišlo v Evropo. Tudi na Islandiji in Grenlandiji se pojavljajo, kjer so prišli v bistvu z to izročilo skupaj z Vikingi. Torej, hotel sem samo reči, da je zelo zanimivo, da vse kulture v istem času govorijo o velikanih in vse kulture v istem času govorijo o povodni. In se mi zdi, da tega dejstva ne smemo zanemarjati, mogoče samo kot mit, mogoče ne govorimo o velikanih dobesedno, pa mogoče tudi ne govorimo zdaj o takih velikostih, kakor si zdaj predstavljamo, da bi bili visoki po več 100 metrov, pa da bi gradili gore. Ampak se mi pa ne zdi za izključevati, da ne bi mogel obstajati nekje v človeški zgodovini. Ker smo videli, gigantopitek obstaja, je visok okoli 4 metre in glede na to, da se skozi odkriva nova okostja, da je zelo težko najti neke dobre fosilne ostanke, ni rečeno, da smo odkrili že vse, kar je obstajalo. Bi imel mogoče tle še kaj za dodati, Simon, na velikane same? Samo to, da slovensko izročilo v bistvu jih prikazuje v lepši luči, kot pa televiri. Ja. Tako da, če pogledaš, kakšna
rasa smo mi danes, rekli, da smo precej agresivni, tako da v bistvu se ta zgodba malo tepe. Zdaj se spomnil v Škofji Loki, mislim, da je izročilo, ko so bili ljudje napadani, ne vem, je še celo turško izročilo, ampak mislim, da je starejše. Je prišel ajd z izruvanim drevesom in je rešil celotno mesto pred napadalci. Tako da naše izročilo je malo drugačno. Ja, se strinjam. Ena stvar, ki mi je še zelo zanimiva, ki mogoče, mogoče lahko greš na to tematiko, pa pol še malo nasplošno, ampak ena stvar, ki je v bistvu eno bitje, ki je noter v knjigi na zadnji strani, je zmaj, zato ker se začne na črko Z. Beseda zmaj izhaja iz staroslovanske besede zmij, ki načeloma pomeni ali kača ali pa kuščar. Torej še zdaj, naprimer, imamo zmija v hrvaščini, ali pa zmij je še zmeri beseda tudi v ruščini, ki označuje tako kače, kot določene vrste kuščarjev. Če pogledamo dilemo zmajev, naprimer, dajmo dati za primerjavo dinozavre, ker okosje dinozavrov imamo povsod po svetu, vsi jih poznamo. In dinozavre, ki delajo strokovnjaki rekonstrukcije, ne morejo narediti natančne rekonstrukcije, ker nobena kost ni prava kost, ampak so samo fosili, ker se je to fosiliziralo čez milijone in milijone let. In vse rekonstrukcije, ki jih imamo dinozavrov, so narejene po občutku. Torej, noben dinozavr, ki ga vidite v knjigah, nima prave barve, nima pravega izgleda, vse je narejeno glede na rekonstrukcije nekaterih znanstvenikov, ki se s tem ukvarjajo. Ampak, če boste pogledali na internetu, za nobenega dinozavra, tudi znanstveniki sami priznavajo, ne moramo vedeti, kako so v bistvu izgledali. Ampak, ko pa pridemo na zmaje, zmaji so po eni strani prisotni tudi v vseh svetovnih legendah. To je še ena stvar, ki imamo skupno, ne samo velikani, ampak tudi zmaji. Naprimer v Južni Ameriki, Severni Ameriki, v Aziji, Evropi, Afriki. Povsod se pojavlja zmaj ali pa neka velika kača, nek velik kuščar in ljudje, junaki se z njimi spopadajo. Zdaj je zelo zanimivo, zakaj so za to žival nek ta spopad junakov izbrali lih kuščare ali pa kačo, zakaj lih zmaja. Verjetno nekateri znanstveniki domnevajo, to je teorija, da so ljudje odkrili okostja dinozavrov pa njihove fosile v jamah pa v raznih nahajališčih in so si potem predstavljali, da so bili to neki gromozanski kuščari, neke pošasti, ki naj bi živeli, ampak so si samo iz okosti razlagali, kako naj bi izgledali. Zdaj, tle imamo naprimer iz slovenske kulturne krajine imamo tole pansko končnico, ki se sveti Jurij bori z zmajem, in če pogledamo njegovo podobitev, nekako v realnosti bi izgledal nekako takole, ampak vsi zmaji si imajo skupno to, da so nekako takšne kuščarjeve kačaste oblike. Tudi Plinij starejši v svojih tekstih govori, da je bila državljanska vojna v starem Rimu, ko sta se borila cesar in Pompej za prevlado nad rimskim imperijem, ali bo Rim ostala republika, ali bo postalo cesarstvo. Takrat so naleteli cesarjevi vojaki v Afriki na zmaja, v bistvu opisujejo ga kot zmaja in tudi vse kasnejše skice so ga rekonstruirali na nek tak način. Imenuje se zmaj iz Bagradosa in centurioni ga opisujejo, da je prišel iz ene severnoafriške reke in je napadel legionarje, menda je uničil 2 centuriji, okoli 200 ljudi. Ampak o tem govorijo na čist resen način, ta tekst je zraven ostalih tekstov, ki govorijo, koliko žita so rabili za prehrano vojakov, koliko mož je potem bilo potrebnih, da so zakopali vse te vojake. Zdaj, nekateri znanstveniki menijo, da je bil to nek primerek večje sorte krokodila, ampak vemo, da verjetno en sam krokodil ne bi mogel pobiti okoli 200 rimskih vojakov. Vemo pa tudi, da v Afriki so včasih živeli
večji krokodili, ki so bili okoli 8 do 10 metrov dolgi, ki so še preživeli v tem toplejšem delu. Torej v Evropi, kjer je bila ledena doba, so izumrli, v Afriki pa naj bi še kar dolgo časa preživeli. Ne vejo sicer, kdaj naj bi zadnji izumrl, ampak se predvideva, da verjetno ne tako zelo velik pred našim štetjem. Torej možno, da so se srečali rimski vojaki z nekim bitjem iz preteklosti, z zadnjimi ostanki nekih velikih kuščarjev, ki so še živeli na tem območju. Ampak tudi v Sloveniji imamo ogromno bajk pa legend o zmajih. Koliko si kaj raziskoval te zgodbe? Ja, to je pa kar široko območje. V našem začelu je kača veliko bolj, ne rekel popularna, ampak bolj prisotna, ker kača v našem začelu predstavlja modrost, dolgoživost pa preteklost. Zmaj pa mislim, da predstavlja več arhetipov oziroma več aspektov in zdaj v bistvu smo vse porinili v en koš, ker je v bistvu naredljeno tako zmedo. Ampak če sam pogledam, recimo, zmaj predstavlja prvinske sile Zemlje, to se pravi to, kar tega planeta, na katerem mi živimo, vodo, ogenj, zrak, vse to pooseblja in v bistvu, ko so naši predniki imenovali, da se je zmaj razjezil ali pa da je zamahnil z repom, takrat je v bistvu lahko bil en velik potres ali pa ena taka kataklizma. Tako da v bistvu zmaj lahko kot prispodobo uporabljaš za eno kataklizmo oziroma za eno hudo naravno nesrečo. To je en pogled. Drug pogled je ta, ki ga je dal ruski akademik Propov, ki je raziskoval ruske pravljice. In on pravi, da če se v pravljici posameznik bojuje z zmajem, pomeni zmaj v tistem področju, da je zmaj predstavlja eno skupnost, urejeno, močno skupnost. Zdaj, če to prenesemo v naš primer, recimo Jazon z Argonauti, ki je prišel v bližino Ljubljane in se je bojeval z zmajem. In če vemo, da so bili takrat koliščarji izjemno močna skupnost, organizirana, v bistvu je bil takrat center Srednje Evrope je bil na koliščarju na Barju, potem je jasno, da se je Jazon bojeval z temi prebivalci tukaj in je pač nekaj mogel plačati ali se mogel izbojevati svoj prehod, oziroma tisto, kar je on hotel dobiti. In s tem lahko tudi povežemo zmaja z rumeno raso. Recimo v Aziji je zmaj izjemno spoštovan, čaščen in v bistvu samo v Aziji, drugod je v bistvu povsod sovražen. In če tle malo primerjamo belo in rumeno raso oziroma boj med njima, dejstvo je, da je bil boj med belo in rumeno, to se pravi med Indoevropejci in Azijci, in zaradi tega je nastal kitajski zid, ki ga niso naredili Kitajci, ampak so ga naredili beli ljudje, da so se zaščitili pred njimi, pred prihodom zmaja. To zelo malo ljudi ve, da je v bistvu kitajski zid proti Kitajski obrnen, ne proti Mongoliji. Ja. Ampak vse obrambe so na vzhodni strani. Ja. Mogoče so se s tem beli ljudje zavarovali pred rumenim zmajem in zato v bistvu pa nas predstavlja zmaj nekaj slabega. Tako da tlele, mislim, da je več pogledov zdaj zmešanih in v bistvu niso razloženi. In zdaj na koncu je zdaj zelo težko to poanto, rdečo nit potegniti v misel zmaja. Ja, meni se zdi, da skozi naše izročilo vedno manj je bilo nekih bitij, vedno manj te raznolikosti in vedno več se teh negativnih lastnosti pripisovali ali zmaju ali pa vragu. Torej v skoraj vseh novejših legendah imamo zmaja ali pa vraga. Medtem ko v starejših pripovedkah je to zelo razširjeno, imamo ogromno nekih bitij. Ja. Zakaj misliš toliko, da se je ohranila ta podoba vraga ali pa zakaj se je vse na njega prenesel? Jaz pa raje hudiča. Ali pa hudič. Ker hudič ni krščanski izum,
hudič je definitivno obstajal že pred prihodom religije na naš področje. V bistvu hudič je bil tako močen duh, da ga religija ni mogla obvladati, ni ga mogla poteptati. To je v bistvu, danes bi rekli, svobodni duh ali pa veliki duh. Velikega duha pa poznajo vse stare civilizacije. Za njih je predstavljal v bistvu tistega kreatorja, to, kar si mi predstavljamo pod Bogom, je veliki duh predstavljal v teh prvotnih civilizacijah. Torej neka vrhovna moč v predkrščanski, v poganski veri. Ja, v človeku. Veliki duh ni zunaj, ampak je v tebi. In ko ga ti pokličeš, ko ga aktiviraš, takrat si močen, takrat si svoboden. In to tudi veliko raziskovalcev pravi, da je klicanje hudiča je v bistvu invokacija, ostanek klicanja, nekaj močnega, nekaj velikega. Zdaj se mi zdi, da so šla kar dobro skozi čez ta pomembna bitja v knjigi. Noter jih je še ogromno, tako da si lahko več pogledate tam. Ampak za konec sem mogoče mislil ta vprašanje, zakaj se ti zdi pomembno, da ohranjamo to izročilo, pa da se prenaša na naslednje rodove, da ne ostane samo v knjigah, nekje v nekih zbirkah, ampak da ga ljudje dejansko poznajo in širijo naprej. Plus, a se ti zdi, da se prijemlje nazaj izročilo med mladimi, ali da smo še daleč od tega? Se prijemlje. V bistvu bojevslovje je izročilo, ki potuje za človekom od prvega dne, ko je začel govoriti. Drugače ne gre. Recimo izročilo smo začeli zapisovati zadnjih 1000 let, zelo intenzivno zadnjih 200-100 let, prej se je pa to prenašalo vse ustno. In v bistvu, zdaj smo to malo pozabili. In v bistvu zdaj tudi res je, da je to izročilo dobilo marsikaj, kar ni bilo del njega, vsaj zadnjih 100-150 let so marsikaj nadgradili oziroma dodali temu izročilu, kar ne paše k njemu, in to je treba odstraniti, da se vidi, kaj je poanta, kaj je v bistvu res tisti žmoht v izročilu, in to se more naprej prenašati, kot se je do nas prenašal, kot ste rekel, so tebi starši še pripovedovali, tako se mora zdaj nadaljevati naprej. S tem, da bomo mogli odstraniti tukaj ta pridevnik za otroke, ker to je tudi jasno, da ko so nastale prve akademije znanosti in umetnosti po Evropi, šele te akademije so ljudsko izročilo prestavile na otroški oddelek. Prej je bil pa to na odraslem oddelku skozi. In v bistvu to je izročilo, s katerim so prenašali modrost iz starejših na mlajših. In so se v bistvu pogovarjali, se ta cikel vrtu neprenehoma. Tako kot je rekel Graham, da so informacije na zanimiv način prenašali zanamcem. Ja. In tukaj imamo Slovenci zanimivo lastnost, ker slovenščina je eden najstarejših jezikov na svetu, v Evropi pa definitivno med najstarejšimi. In naš jezik prepozna te stare besede. Ajde, recimo, se ti aktivira celica v telesu, zato ker to nosimo s sabo. In mi v bistvu imamo prostor, imamo rastline, imamo jezik, imamo bojevslovje, imamo miselnost, v bistvu vse staro več tisoč let. Samo zavedati se moramo. Ja, edino to sem še hotel omeniti za konec, prej, ko so govorila, koliko se bojevslovje ohranja. V Sloveniji se tudi meni zdi, da je skozi bolj popularno, vsaj prek tega projekta se mi zdi, pa prek zanimanja ljudi, ki me kontaktirajo, da je zmer bolj to aktivno. Sem pa spoznal nekaj, kar mi je zdaj logično, odkar živim v tujini, ampak prej se mi zdaj zanimiv, da najbolj se še vsem zanimajo za naše korenine, pa za našo preteklost Slovenci v tujini, torej Slovenci, ki živijo izven domovine,
ker se mi zdi, da potem, ko nekaj časa preživiš v tujini, bolj dobiš ne toliko domotožje, ampak dejansko te začne zanimati, zakaj si bil na tem področju, kaj so tvoje prave korenine. In veliko ljudi imam zdaj, Urugvaj, Argentina, Kanada, Avstralija, Nemčija, pol tudi Čile, torej potomci Slovencev, ki se zelo zanimajo, tudi oni so na začetku največ knjig naročili, jih je šlo čez lužo v Ameriko, kar je zelo zanimivo, ampak oni so res povezani z našim izročilom, ohranjajo jezik, kulturo in tam so tudi poznali določene pravljice, pripovedke, ki v Sloveniji sploh niso več znane, v bistvu so bile nekaj časa samo ustno prenašane, pa nobenih ni zapisal, tam so se pa pol ohranile. Tako da sem prav vesel, kadar dobim kontakt s kakšnim Slovencem iz tujine ali pa kakšno naročilo, da se res to ohranja, ne samo v Sloveniji, ampak povsod, kamor grejo Slovenci. Nažalost, spoznamo takrat, ko izgubimo nekaj, spoznamo, kaj smo izgubili. V bistvu to so nasprotja, nasprotja so v bistvu tudi odnosi, tako kot svetloba, tema. Ne more biti samo svetloba in ne more biti samo tema, oba dva morata biti. In to je življenjska izkušnja, ja, da greš iz okolja ven, ker tukaj nam je nekaj samoumevno, oziroma sploh ne porajtamo, kaj imamo, ne znamo ceniti, kaj imamo, niti ne znamo tega uporabljati. Zato moraš iti ven, da to izgubiš, oziroma da vidiš, kje so drugod, potem pa znaš ceniti svoje izročilo. Res je. Hvala. A ima mogoče kdo iz vas kakšno vprašanje ali pa ga zanima kaj iz knjige? Zdaj, ko smo lih tlej. Ali pa če ima kdo nasploh kakšno vprašanje, tudi za Simona mogoče? Ne. Nič, pa bi se pa zelo lepo zahvalil vsem, res, da ste prišli danes na predstavitev. Zelo mi pomeni, da ste se zbrali v takem številu in da vas ta tematika zanima, ker se mi res zdi pomembno, da jo predajamo naprej in zbujamo zanjo zanimanje. Tako da najlepša hvala, da ste naju poslušali, pa hvala tudi tebi, Simon, za pogovor. Hvala za povabilo.